Čau! Tokrat bo video malo drugačen, ker bom skakala z enega konca na drugega in video ni toliko stabiliziran, ker imam kamero v roki. In sicer hočem ti pokazati, da se da pralne pleničke uporabljati tudi v vrtcu. Kako? Ja, jaz sem se na uvodnem sestanku v vrtcu že zmenila, da ima naš gasilec pralne pleničke, ker je pač to bolj za okolje. Vse sem imela že planiran, kaj bom povedala, ampak oni so ful dobro to sprejeli. So rekli, ja, ni panike, v redu, super, samo pokažite nam, kako ste si predstavljali in to je to. In točno to, kako sem si jaz predstavljala, da bo izgledali in kako dejansko izgledati, bom danes povedala, kako je z organizacijo, kako pleničke pripravim, koliko jih rabim. Pač vse ti bom povedala sproti in sicer prva stvar, ki je, jaz imam wetbag in ta wetbag je v bistvu nam zelo olajšal, ker situacija je taka, da ti pleničke moraš štimati, se pravi čiste, in ta wetbag ima dve možnosti, se pravi dva žepka, za čiste pleničke in umazane pleničke. In tudi, če ti naštimaš za babico, za dedka, za očeta tvojih otrok, zate, da peljete te pleničke v vrtec, je enostavno, daš jih noter, ona, kdorkoli že pelje otroka v vrtec, samo vzame vrečo in jo da na poličko, kjer ima otrok svoj prostor. In na ta način v bistvu vzgojiteljice vejo, v sprednjem delu so čiste pleničke, v zunanjem oziroma v zadnjem delu so pa umazane, se pravi zadrgo, ki je neprodušno, rečemo zaprt prostor in tja noter dajo umazane pleničke in je simpel. Jaz sem samo razložila, da se tisti del, kjer je ta predloga, da ven, se pravi, če je drekac, jaz kar je polulam, pač pustim in dam prati in še enkrat uporabam, ampak kjer je pa drekac, je treba pač odstraniti in dati v drug koš za organske odpadke lahko. In na ta način, se pravi, dajo tisto umazano pleničko, zavijajo in v zadnji del wetbaga. In to sem jih hotela pokazati in gremo po vrsti. Jaz jutri najprej pripravim pleničke oziroma mogoče že zvečer in ni treba jih vsak dan prati, ni treba, jaz jih na 2 do 3 dni perem, tako da brez skrbi. Imaš pleničke, cirka 6 do 7 jih naštimam noter, ker jih toliko gre noter in toliko načeloma nekje 5 jih porabijo, 4, 5, odvisno od dneva in koliko časa je seveda otrok v vrtcu in potem jih nesem v vrtec, tako da se javim iz vrtca. Takole izgleda, ko prineseš pleničko v vrtec in daš na poličko. In potem vzgojiteljice vejo, da vzamejo pleničke in umazane dajo v tale del. Tiste pleničke, ki ostanejo oprane oziroma čiste, vzameš domov in imaš spet za doma in potem se nadaljuje krog. V vrtcu lahko poveš, da je v bistvu s pralnimi pleničkami to boljše, ker je bolj za okolje, boljše za redko in tudi po en stran imajo oni manj smeti za odnašati. Ker konec koncev tisto pokakano pleničko odvijajo, vzamejo liner ven in ga dajo v koš, imajo manj smeti, ker je cela plenička. In potem ti dajo to umazano pleničko v wetbag. In to je to. Čisto vzamejo ven in jo dajo ponovno na redko. Tako da je res simpel, tudi za tiste, ki delajo v vrtcu. Če ti je bil video všeč, pa se ti zdi uporaben, ga del še naprej, drugače pa gledamo v naslednjem videu. Več o pralnih pleničkah pa tukaj. Uživi pa čim več bo to. Čau!